Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. A vam lahko nekaj povem? Vera vas nič ne stane. Ne, vera pa vas napravi bedne. Vera vas napravi vesele. Hočem vam danes govoriti o tem, da bi vedno imeli trdno vero, da bi pristopili k Kristusu kot majhen otrok, zaupljivo in rekli: verujem, zaupam vate, verujem vate. Mogoče tega ne vidim, mogoče tega ne čutim, vendar verujem. Poglejmo na Lazarjevo vstajenje. Lazar v Janezovem evangeliju 11. poglavje. Niste vam treba spraševati, ali bodo vaši otroci odrasli v redu. Lahko verujete, da bodo. In tudi, če so prav sedaj v težavah, lahko verujete, da se bodo spremenili. Naj vas nekaj vprašam. Kdo izmed vas se hoče veseliti svojega potovanja? Prav, vi tega ne morete storiti, če se ne naučite, kako bi verovali. Mi hodimo iz vere v vero po veri, iz vere v vero, ne iz vere v dvom in nazaj v vero. Lahko verjamem to, tistega pa ne morem verjeti. Samo verujte, to razjezi hudiča. Pristopite z otroškim zaupanjem kot majhen otrok in verujte. V Janezovem evangeliju 11. poglavje je čudovito poročilo o tem, kako je Jezus osvobodil Lazarja od smrti. In lahko dobimo veliko čudovitih primerov iz tega. Začnimo v 5. vrstici. Janezov evangelij 11. poglavje 5. vrstica. Jezus pa je ljubil Marto, njeno sestro in Lazarja. Bili so njegovi prijatelji in jih je zelo spoštoval. Ko je torej slišal, da je Lazar bolan, je ostal še 2 dni v kraju, kjer je bil. In ni se menil zato, da bi šel hitro tja in jim pomagal. Zato, ker je imel rad, bi si mislili, da bo takoj tekel tja in ga pozdravil. Vendar ali vidite to? Zato, ker jih je ljubil, je ostal še in počakal 2 dni. Vidite, ko morate čakati, si mislite, da vas Bog ne ljubi. Glede na to je prav čakanje znak, da Bog vas ljubi. Ker ima morda Bog nekaj globljega v mislih, kot pa vašo takojšnjo rešitev. Veste kaj? Če se meni ne bi zgodila ta prigoda o raku, ne bi bila tako pokončna in ne bi mogla drugim ljudem prinašati upanja. Včasih moramo iti skozi nekatere stvari, ki nimajo nič opraviti z nami. To je nekaj, da nas Bog uporabi, da bi lahko spodbudil nekatere druge ljudi v njihovem življenju. Ni vam potrebno ugotavljati, kaj ste narobe naredili, kakšen je vaš greh, ali se sprašujete, zakaj me Bog ne ljubi in podobne neumnosti. Samo recite: ne, Bog ima načrt, Bog ima svoj namen, ljubi me, hudič ne bo zmagal, to bo delovalo za moje dobro. Jezus jih je imel rad. Jezus je imel rad Marto, njeno sestro in Lazarja in zato je čakal. In jim ni šel takoj pomagati. A vi ne prejemate tako veliko tega, kot sem jaz. In to me preseneča. No prav, 21. vrstica. Lazar je seveda sedaj že mrtev. Marta je tedaj rekla Jezusu, ko se je končno prikazal: Gospod, ko bi bil ti tukaj, bi moj brat ne umrl. Kolikokrat pa si mi mislimo: no, Bog, če bi ti bil tukaj, se ta problem meni ne bi zgodil. Bog nam hoče povedati, ni pomembno, kaj se zgodi, on še nam vedno lahko podari vstajenje. Zakaj mislimo, da je Bog sposoben rešiti naše probleme, pa čeprav jih imamo že zelo dolgo časa? Ali vam lahko samo povem? Veste kaj? Odrešenje prihaja k vam. Amen. Če ste bili tukaj,
Potem nikoli ne recite, zakaj Bog si dopustil, da se mi je to zgodilo. Tega ne razume. Lahko bi storil nekaj drugega glede tega, zakaj nisi nič ukrenil. Ponavadi sem se čudila in spraševala o vseh zlorabah, ki sem jih trpela v svojem otroštvu, in ko sem bila otrok, sem molila k Bogu, prosila sem, da bi me spravil ven iz te situacije. Molila sem za stvari, ki niso bile tako dobre, naprimer, da bi moj oče umrl in podobno. To ni bilo dobro. Molila sem za svojo mamo, da bi imela pogum in bi ga zapustila, ampak se ni to zgodilo. Tudi če sem molila, se ni nič zgodilo. Veste kaj? Opustila sem, da bi vse to razumela. Kar sedaj vem je, da me Bog ni rešil vsega tega, vendar pa me je pripeljal skozi to in ven sem prišla močna. Če bi ti bil tukaj, se to ne bi zgodilo. 23. vrstica. Jezus je rekel, tvoj brat bo vstal. Marta mu je dejala, vem, da bo vstal ob vstajanju poslednji dan. Jezus je rekel, jaz sem vstajenje in življenje. 32. vrstica. Marija je prišla tja, kjer je bil Jezus, ko ga je zagledala, mu je padla k nogam in mu rekla, Gospod, ko bi bil ti tukaj. Torej, Marta in Marija sta imele obe dve enako zgodbo. Gospod, če bi ti bil tukaj, bi moj brat ne umrl. Sedaj hočem, da se ogledate naslednje vrstice. Ko je Jezus videl, da joka, in da jokajo tudi Judje, ki so prišli z njo, je bil v duhu pretresen in se užalostil. Lahko vam zagotovim, da to niso bile njihove solze in žalovanje, da bi bil zaradi tega pretresen. Ampak njihova nevera, poglejte, bil je globoko pretresen in se je vznemiril, globoko je zavzdihnil in je bil vznemiren in dejal je, kam ste ga položili? Rekli so mu, Gospod, pridi in poglej. 35. vrstica, Jezus se je zjokal. On ni jokal zaradi Lazarja, on je že vedel, da ga bo obudil od mrtvih. Ni jokal niti za Marijo in Marto, ker sta izgubili svojega brata, kajti on je že vedel, da ga bo obudil od mrtvih. Pravzaprav je on čakal, da je Lazar umrl, zato da ga je lahko obudil od mrtvih. Rada imam to. Jezus je jokal. Sprašujem se, kako pogosto je on jokal nad našo nevero. Sprašujem se, kako pogosto joče Jezus Kristus, ker si le želi, da bi mu zaupali, da bi mu samo rekli, Bog, zaupam vate. Sicer ne razumem tega, kaj ti gotovo boli, ne zdi se mi fair, vendar ti zaupam. Če ste namreč pripravljeni za to, je še celo večja stvar, ki jo s tem pridobimo v svojem življenju, in to je namreč, da ko nehamo spraševati Boga, zakaj. Za vsako stvar. Nekatere stvari se ne dotikajo nas. Nekatere stvari so globlje v Bogu, kot pa mi. Na noben način jih ne bi mogli razumeti, ker so to duhovne stvari. Vi tega ne marate preveč. Mislim, če bi morali vedeti, zakaj se nekaj zgodi, ker bi to bila dobra ali poučna lekcija za nas in za druge, potem bi nam Bog povedal. Če pa nam tega ni treba vedeti, zakaj se potem mučiti do onemoglosti, da bi poskušali razumeti in vedeti nekaj, česar nam Bog tako ne bo povedal. Janezov evangelij, 11. poglavje, 40. vrstica, je eden izmed mojih najljubših citatov. Tudi ko podpišem kakšno knjigo, je prav ta citat, ki ga navedem. Jezus je rekel, ti mar nisem rekel, da boš videla Božje veličastvo, če boš virovala. Če boš virovala. V Jakobovem pismu beremo, da naj samo verujemo, in bomo videli Božjo slavo. Če pogledate besedo slava,
Če pogledate to besedo in jo premišljujete, potem vidite, da je to manifestacija vsega Božjega. Prikazanje Božje izvrstnosti, prinašanje njegove veličine na plano, kjer lahko vidimo božanstvo Boga, njegovo dobroto in njegovo izvrstnost. Bog pravi, da le če bomo verjeli, če bomo verovali, le če bomo verovali, mimogrede, zato nas tudi imenujejo verniki. Če boste le verovali, boste videli Božjo slavo in njegovo izvrstnost v svojem življenju. A vas lahko spodbudim, da ne bi gledali le na posamezen dan, ali en mesec, ali eno leto svojega življenja in bi začeli ugotavljati neke stvari in jih pripisovali Bogu. Poglejte svoje življenje kot celoto. Veste, če bi samo gledala na prvih 18 let svojega življenja, bi se verjetno že obesila. Da vam povem po resnici, tudi naslednjih 5 let ni bilo dosti boljših. Poročila sem se samo zato, da bi se otresla danih okoliščin situacija doma in mislila sem, da me ne bo nikoli nihče maral. In to je bila le še nočna mora nadaljnjih 5 let. Bila sem stara 23 let in se nisem mogla spomniti, da bi sploh kdaj bila vesela. Nikoli nisem imela dobrega začetka. Nikoli nisem bila srečna. Nikoli. In nisem imela dobrega začetka in če samo pomislim na ta leta, sem takoj slabe volje. Vendar pa moram sedaj pogledati tudi od preostala leta. Moram pogledati na to, kaj Bog sedaj dela in kako je to slabo uporabil in prilagodil v mojem življenju in uporabil za dobro. Amen. Mogoče so nekatere težke stvari, ki so se vam zgodile, vendar bi Bog dodal še nekatere dodatke k vsem vašim izkušnjam in nekaj teh drugih življenjskih dogodkov, da se bodo stvari izkazale za dobro in tako bo bolj okusno. Veste, če imate veliko tega in ko mešate torto in dodate sladkor, bo mogoče na koncu prav dobro izpadlo. Mogoče ste imeli veliko dni in ne toliko dni, vendar mislim, da bo nekaj teh dni še prišlo. Amen, poslušajte. Jezus je rekel, odstranite kamen. Marta, sestra umrlega, mu je rekla, Gospod že ima zadah, saj že 4. dan mrtev. Kot da je to pomembno. Odstranite kamen. Lazar, pridi ven. In umrli je prišel ven. Noge in roke je imel povezane s povoji, njegov obraz je bil ovit s prtom. In všeč mi je, Jezus mu je rekel, razvežite ga in pustite naj gre. Veste, da je to delno moje današnje sporočilo. Če govorim v tem smislu, ste ponovno prišli ven, ponovno ste rojeni, vendar ste v mrliških povojih. Vi ste še vedno poviti v mračnost obsodbe, slabih navad, mrmljanja in godrnjanja. Odstranite te mrliške obveze in začnite živeti življenje. Amen. Pridite ven. Razvežite ga in pustite naj gre. Odstranite te mrliške povoje, dvignite glavo in recite, zaupam Bogu, verujem, kajti videl bom Božjo slavo. Jaz verjamem, verujem in zaupam. Želim, da postavite na zaslon nekatere citate. Na hitro jih bomo pogledali. Matej 8:13. Stotniku pa je Jezus rekel, pojdi in kakor si veroval, naj se ti zgodi. In služabnik je ozdravel tisto uro. Zato že nekaj let spodbujam ljudi, ko pridejo na moja predavanja ali pa celo gledajo samo moj TV program, da lahko s sprejemanjem Božje besede dejansko ozdravijo. Pa čeprav tega ne omenim niti z besedo, vendar če imate bolezen v svojem telesu, lahko Božja beseda prežene to bolezensko stanje s svojim maziljenjem Božje besede. Vi morate le verovati. Vidite, veliko več bi dobili vsega tega, če bi verovali. Vi verjamemo v nič in ne dobimo nič. Na to pa se sprašujemo, zakaj nismo nič dobili. Zakaj ne verjamete v veliko stvari in čeprav boste dobili samo polovico, je to za vas veliko bolje, kot pa da ne bi verjeli nič. Nikar ne hodite v cerkev in se samo sedite, gledajte, kaj se bo zgodilo. To ni nobena predstava. Mi se moramo vključiti v predstavo. Če bi tako delala, bi že bila zdavnaj končana.
Tukaj sem, da se vi spremenite, tukaj sem, da začnejo ljudje verovati in jim prinašam upanje. Vendar potrebujem vašo pomoč, želim, da pristopite in rečete, verujem, da se me Bog danes dotaknil, verujem, da me bo danes ozdravil, verujem, da bom danes dobil odgovor, ki ga potrebujem. Jaz verujem, verujem, verujem. Spremenila sem pred kratkim svojo jutranjo izpoved vere, ponavadi sem izpovedovala in to je bilo... Ponavadi sem to naredila, ko sem še bila v posteli, pa čeprav ne pridem zelo daleč. Rekla bi, verujem, da se mu bo danes nekaj lepega zgodilo. In verjamem, da se bo nekaj lepega zgodilo po meni. Ne ostavite se le pri sebi. Dopustite, da se nekaj lepega zgodi tudi po vas. Bog vas hoče uporabiti. Vendar sem pred 2 tednoma spremenila to in sem začela govoriti in ponavljati, dopolnila sem svojo vero. Sedaj izgovarjam, Bog, verujem, da se mi bo nekaj dobrega dogaja prav sedaj. Verujem, da se mi nekaj dobrega dogaja prav sedaj. Mislim, da velikokrat verjamemo stvarem, ki smo jih že dobili. Bog pa hoče od nas, da bi se z njim strinjali. Recite, vem, da je to moje. Vem, da sem pravičen po Jezusovi krvi, ni pomembno, kako se počutim. Vem, da v tem ni obsodbe, vem, da me ti ljubiš, vem, da sem maziljena s Svetim Duhom in z močjo. Vem, da je to moja vrednost, nekaj lepega se dogaja v meni in po meni in to prav sedaj. Dajte no, a boste dopolnili svojo vero. Ni nam potrebno moliti in potem čakati, da vidimo, če bo Bog deloval. Mi moramo moliti in potem, mislim, lahko molite, koliko pač hočete. Vendar, ko enkrat molite in prosite Boga za nekaj, najboljša stvar, da vsakeč, ko vam pride na rečete, Bog, hvala ti, da delaš na tem. Hvala ti, Bog, da ti deluješ. Videl bom izhod iz tega. Hvala ti, Bog, da deluješ. Če mi ne vidimo nič, še ne pomeni, da Bog ne deluje. Vi veste, kaj pravi Sveto pismo? Kakor dolgo bomo verovali, bo Bog deloval. Vsakdo naj reče, verujem. Marko 9:23. Jezus mu je dejal, glede tega, če moreš, pa vse je mogoče tistemu, ki veruje. Apostolska dela 16:31. Odgovorila sta mu, veruj v Gospoda Jezusa Kristusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Še posebej mi je všeč zadnja vrstica, namreč zadeva oboje, tebe in tvoje bližnje. Poglej to, veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Jakob 2:23 pravi, da ko verujemo, se smatramo pravični v Bogu. To nam daje pokončno držo pred Bogom. Rimljanom 15:13. To je čudovita vrstica, ki jo imam rada. Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju. Kako si boste pridobili veselje in mir? Ne z dvomom, ampak z vero. Namreč tako, da vas Bog upanja napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju. Pred mnogimi leti se spominjam, da sem imela zares slab dan. Izgubila sem službo, izgubila sem svoj mir. Mimogrede, v resnici nikoli ne izgubimo svojega miru. Mogoče ne delujemo v njem, vendar pa ni izgubljen, še vedno je v nas. Vendar sem govorila Bogu, kako nima nobenega miru, kako se počutim obtežena, ne vem, kaj se dogaja. V obupu sem pristopila k svojemu pultu, kjer je slonel obljubljen sveženj listov. Ne vem, če ste to že videli, vendar obstaja majhna dolga škatla iz Roldexa, kjer so svežnji citatov iz Svetega pisma in potem lahko ti si dan prelistate in vam en kartonček s čudežem skoči ven. Podobno je kot vreme. Vedno mislim tako, o Bog, samo Božjo besedo potrebujem, o Bog, prosim te.
Hudobno si se obnašala in moraš umreti. To ni delovalo, poskušamo nekaj drugega. Mimogrede, to je lahko nevarno. Veste, če dovolj časa brskate, lahko dobite nekaj, kot naprimer, no kakorkoli. Šla sem k tej svoji škatli odlomkov Svetega pisma in dobila sem nekaj dobrega. Bilo je pismo Rimljanom 15:13. Bog upanja pa naj vas napolni vsem veseljem in mirom, verovanju. Takoj sem videla, da mi Bog govori. Nesrečni ste, ker ne verujete. Rekla sem, da ste nesrečni, ker ne verujete več. Nesrečni ste, ker ne verujete več. Naša vera določa naše življenje. Kvaliteta našega življenja je odvisna od tega, kar verujemo. Kaj verujete o sebi? Kaj verjamete o svoji preteklosti? Kaj verjamete o svoji prihodnosti? Pojdite domov in se srečate sami s sabo. Resno mislim, usedite se in imejte sestanek sami s sabo za kakšno uro, bodite mirni in se samo vprašate, v kaj verujem? Kaj jaz verujem? Če verujete, da vas Bog ljubi, da se za vas zavzema, da ima za vas dober načrt, da On ni jezen na vas, da vam odpušča in da je do vas usmiljen, wow. Bolje, da ste previdni, mogoče boste imeli prav dober dan. Če verjamete, da je Bog z vami in da so vse stvari mogoče pri Bogu, da lahko spremeni prav vse in da prav sedaj deluje v vas, wow. Vi lahko celo končate tako, da ste blagoslov za nekoga drugega. A ne bi bilo to daleč najbolj zavzeto krščanstvo? To je res več kot dovolj. Nato pa še Hebrejcem 4. poglavje 3. vrstica. Potrebovala bi več časa, kot ga imam. Tako je. Mi, ki smo vero sprejeli, pa stopamo počitek. Ja, to. Mi, ki smo vero sprejeli, pa stopamo v počitek. Ta počitek ne pomeni odmik od dela. To je počitek v delu. To pomeni, da ko živite svoje življenje in se ukvarjate s svojimi problemi, ponedeljek, torek, sredo, četrtek, petek in če zaupate Bogu, če verujete, potem lahko stopite v Božji počitek. In to ni kratek spanec, ampak je notranji počitek. To ni, da greste spančkat. Lahko vam povem, da če stopite v Božji počitek, je to absolutno najlepši kraj, ki je sploh mogoč. Kajti pri tem ne čutite nekaj takega, da bo Bog nekaj storil za vas. Vi se zavedate, da bo vse prav. Vi sicer ne veste, kako bo, niti vas to ne skrbi. Ne veste, kdaj se bo zgodilo, niti se več ne vznemirjate za to. Kajti, ko ste na tistem mestu, ni potrebno, da bi potrebovali dokazila. Za nobeno stvar ne potrebujete dokazila. Ni pomembno, kako se počutite, kaj vidite, česa ne vidite, kajti ta dokazila že imate tukaj, v sebi. Bog se za to zanima in bo za vse poskrbel. Sedaj je v njegovi pristojnosti. Zakaj ne bi preprosto rekli, danes bom prenovil svojo vero in bom začel delati to, kar bi moral delati vsi verniki. Začel bom verovati. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.